Kolikokrat ste se ustavili in vprašali, ali cilji, ki jih zasledujete, resnično izhajajo iz vas? Morda ste celo dosegli določene prelomnice v življenju, zaključili študij, napredovali v službi, si ustvarili družino. A v notranjosti še vedno čutite, da nekaj manjka. Kot da bi bile te zmage prazne, kot da bi se vaša duša želela izraziti na drugačen način, kot da bi tisto, kar resnično hrepenite doseči, še vedno tiho čaka, da prepoznate. V današnjem svetu je pritisk, da se ujamemo v zanko pričakovanj, res ogromen. Sodobna družba ima jasna merila za uspeh, a se pogosto ne vprašamo, ali so ta merila usklajena z neko našo notranjostjo. Morda smo odraščali v okolju, kjer je bil uspeh enačen z dosežki, višjo izobrazbo, kariero, materialnimi dobrinami. In se sedaj soočamo z dilemo, ali je zares tisto to, kar me osrečuje. Ali morda v meni tli nekaj globjega, nekaj, kar sem dolgo zanemarjala, ker je bilo lažje slediti poti, ki so mi jo določili drugi. V vsakem od nas obstaja ta tihi glas. Glas, ki nas opominja, da so cilji, ki nas izpolnijo, pogosto drugačni od tistih, ki jih okolica prepozna kot vrednote ali vredne. Ta glas je naše vodilo, ki se začne prebujati, ko smo pripravljeni resnično prisluhniti sebi. Nič ni narobe z dosežki, ki jih cenijo drugi, a prava vprašanja se pojavijo, ko se vprašamo, kje sem tukaj jaz? Kaj v resnici čutim, da si želim? Od kdaj sem se nazadnje vprašala, kakšen je moj pravi smisel? Ko pridemo do tega prepoznavanja, se začne proces odkrivanja. Gre za proces, v katerem se začnemo spraševati, kaj je tisto, kar resnično rezonira z nami. Včasih so odgovori malo strašljivi. In kaj, če se izkaže, da so naši cilji nekaj povsem drugega od tega, kar smo doslej živeli? Kaj, če v bistvu odkrijemo, da smo leta svojega življenja preživeli sledenju nečemu, kar v bistvu sploh ni naše? Tovrstna vprašanja so temeljna in zahtevajo pogum, da jim prisluhnemo. Ampak tukaj pravzaprav leži tudi samo bistvo. Prepoznati svoje lastne želje, ki so globoko zakopane pod vsemi plastmi pričakovanj in strahov. Postavljanje teh resničnih ciljev res zahteva, da se soočimo s tem, kdo smo v svoji najčistejši obliki. Brez filtrov, brez pričakovanj drugih, brez glasov iz preteklosti. Res zahteva, da se umaknemo v tišino in prisluhnemo svoji duši. To ni nekaj, kar se zgodi čez noč, saj naš pogosto sabotira ta proces. Preteklost, vzgoja, neka družbena merila, vse to nas lahko ovira na poti do resnične prepoznave. Zato je tako pomembno, da se naučimo prisluhniti sebi in si dovolimo raziskovati, kaj je tisto, kar nas v resnici izpolnjuje. Soočanje z našimi strahovi, ki se pojavijo v bistvu ob misli na spremembo, je res nek naraven proces. Strahovi, da nismo dovolj, da ne bomo zmogli, da nas morda čakajo neizpolnjene sanje, nas res pogosto ovirajo na tej poti. Ti strahovi lahko postanejo tako močni, da nas zadržijo v mestu, v tisti coni udobja, kjer ni izzivov, a tudi ni resnične izpopolnjenosti. Veliko ljudi preživi svoje življenje v varnosti povprečja, brez da bi se sploh vprašali, kaj bi bilo, če bi bilo drugače, če bi si dovolili sanjati več. A ko si enkrat dovolimo pogledati onkraj teh omejitev, ko si v bistvu sami pri sebi dovolimo postaviti vprašanje, kaj je tisto, kar si zares želim, takrat se odprejo vrata k tisti resnični preobrazbi. Hipnoterapija je tudi eno izmed tistih orodij, ki nas lahko vodi v to globoko notranje raziskovanje. Res ne gre za to, da bi vam dala odgovore, ki jih nimate,
ampak da vam pomaga priti do odgovorov, ki so že v vas. Skozi proces globoke sprostitve in dostopanja do podzavesti lahko odložite vse tiste plasti družbenih pričakovanj in odkrijete svojo tisto pravo resnico. Ko se povežete s tistim delom sebe, ki ni obremenjen z zunanjimi vplivi, postanejo vaši cilji jasnejši, prisotnejši in usklajeni z vašim resničnim bistvom. Postavljanje ciljev, ki resnično resonirajo z našim notranjim jazom, ni proces, ki ga lahko opravimo v enem samem dnevu. Gre za nenehno raziskovanje, preizpraševanje, za tiste trenutke tišine, ko slišimo tisti glas znotraj sebe. Ako si enkrat dovolimo sanjati te sanje, začnemo na novo opredeljevati svoje življenje. Cilji, ki nas izpolnjujejo, niso več nekaj, kar želimo doseči zaradi nekega priznavanja ali odobravanja drugih. Postanejo del nas, del našega vsakdana, nekaj, kar nas vleče naprej, ne da bi se ob tem počutili izčrpane. Včasih so naši resnični cilji tako preprosti, da jih morda celo spregledamo. Lahko je to neko mirno življenje, neka ustvarjalnost, povezano z naravo ali preprosto to, da živimo avtentično, v skladu s svojimi notranjimi vrednotami. Res gre za cilje, ki nas izpolnjujejo na globlji ravni, ki nas hranijo, nam dajo ta občutek pripadnosti in smisla. Ko so cilji usklajeni z našim notranjim svetom, postane pot do njih bolj lahkotna, manj naporna in bolj smiselna. Na koncu gre za prepoznavo tega, kdo smo mi, brez filtrov. Cilji, ki nas resnično izpolnjujejo, niso tisti, ki jih je svet okoli nas postavil pred nas, ampak tisti, ki izhajajo iz našega srca. Ko enkrat prepoznamo te želje, jih začutimo kot del svoje poti in stopimo na njo, postane v bistvu življenje manj bitka, ampak postane bolj ples. In to je čarobnost, ki jo vsak izmed nas že nosi v sebi. Sposobnost, da odkrijemo svoje resnične želje, jih objamemo in se odpravimo na pot k njihovi uresničitvi. Navijam za tvoj uspeh.